Širše območje Mestne občine Ljubljana je glede na škodni potencial, ogroženost ljudi, pomembno infrastrukturo, kulturno dediščino, gospodarstvo in druge kriterije umeščeno na prvo mesto po poplavni ogroženosti v Sloveniji. Obsežne poplave v Sloveniji leta 2010 so zajele tudi Ljubljansko kotlino, kjer je bila poplavna škoda ocenjena na več kot 30 milijonov evrov. To od države in od lokalne skupnosti zahteva uveljavitev ukrepov za povečanje poplavne varnosti. O preteklih poplavnih in drugih visokovodnih dogodkih smo ugotavljali, da državna mreža vodomernih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje ni omogočala takega uvida v hidrološko-hidravlične razmere na vodotokih, kot je to potrebno za zaščito, reševanje in pomoč. O prijavi za projekt DEAS smo zato zapisali, da bomo v sodelovanju s stroko in s tehnološkimi partnerji načrtovali ter vzpostavili mrežo senzorjev za meritve vodostaja, tako pridobljene informacije pa nato objavljali na platformah odprtih podatkov. Na območju Mestne občine Ljubljana smo identificirali 33 kritičnih lokacij, kamor je bilo smiselno postaviti merilna mesta. Dejansko smo vzpostavili sistem 17 merilnih mest na 16 različnih lokacijah vodotokov in zadrževalnikov. Na južnem delu mesta, na Ljubljanici, Iški, Ižici, Farjevcu in na Volarju. Na severnem delu mesta na Gameljščici, na vzhodnem delu mesta na Dobrunščici in Besnici, ter na novo zgrajenih zadrževalnikih Mihov Štradon in Brdo pri Tehnološkem parku Ljubljana. Postavitve dodatnih senzorjev za merjenje vodostaja omogočajo dopolnitev podatkov Agencije Republike Slovenije za okolje in s tem še bolj celovit sistem opazovanja hidroloških parametrov na območju Mestne občine Ljubljana. Nadzor vodnega režima ob nizkih in srednjih pretokih na zapornicah, jezovih in zadrževalnikih. Možnost pravočasnega ukrepanja o pojavu poplavne nevarnosti. Ter možnost bolj zanesljivega obveščanja prebivalcev na poplavno ogroženih območjih. Sistem je sestavljen iz 2 vrst merilnikov, od katerih eden uporablja radarsko, drugi pa ultrazvočno metodo odboja signala od gladine vode. V ozadju se glede na podane parametre preračuna višina vodostaja na posamezni lokaciji, ki se jo nato avtomatsko umesti v zeleno, rumeno, oranžno ali rdeče območje ogroženosti. V primeru nenadnega dviga vode dobimo najkasneje v 10 minutah informacijo o tem, kaj se dogaja na posamezni merilni točki. Podatki, ki se pridobivajo po 2 poteh, se naknadno združijo v zalednem sistemu, ki ga je razvila Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Dostopni pa so tudi preko API oziroma preko grafičnega vmesnika. V sklopu zaključnih aktivnosti v projektu DEAS smo 27. maja 2022 v sodelovanju s Tehnološkim parkom Ljubljana organizirali srečanje DEAS Strategy Field Trip na reki Ljubljanici. Ob zanimivih predstavitvah na ladjici smo si v živo pogledali 3 na novo nameščene senzorje vodostajev na reki Ljubljanici in hkrati brainstormali strategijo podatkovne ekonomije. Mesto Ljubljana se nahaja na območju hudourniških rečnih poplav, zato poplave zmeraj bodo. Na nas pa je, da poskušamo z različnimi aktivnostmi in ena takih je tudi projekt DEAS. Predlog dodatnih samostojnih avtomatskih postaj za merjenje vodostaja vodotokov je podan z namenom, da se z dopolnitvijo merskih mest Agencije Republike Slovenije za okolje in merskih mest na že zgrajenih objektih in objektih, ki so tik pred izvedbo, vzpostavi celovit sistem opazovanja hidroloških parametrov na območju Mestne občine Ljubljana.